Zdaj, tisto, kar sem hotel danes z vami v kakšne pol urce predebatirati, je v bistvu to, kako gibanje vpliva na presnovo, na pravzaprav srčno-žilni sistem, pa tudi na možgane. Zdaj, o tem seveda ogromno veste, komentirate znanstvene članke, skratka, ste eksperti na tem področju. Tisto, kar je mogoče vendarle malo manj znano in o čemer bi jaz en del tega svojega predavanja govoril, je pa to, da mišice niso samo motor. Skratka, mišice ne služijo samo kontrakciji, sproščanju, ampak so tudi neke vrste endokrini organ. Sproščajo biokine, skratka, peptide, s katerimi komunicirajo z ostalim tkivom v telesu, zlasti z maščevjem. In to ima pomembne vplive na vnetni odziv, pa na imunost. To ni toliko splošno znano. No, skratka, to je tema mojega današnjega predavanja. Pa da ne bom predolg dolgovezil, dajmo si malo pogledati, kako pravzaprav ljudje živimo. Približno 2,5 milijona let, ali če hočete 84 000 generacij, smo bili lovci nabiralci. Ena peščica ljudi je to še danes ostala. Na nekih polinezijskih otokih pa en majčken delček južnoameriških indijancev v amazonskem pragozdu. Malih je, ampak so še. Potem tam nekje pred 7000 leti, 5000 pred našim štetjem, so ljudje odkrili poljedelstvo v Mezopotamiji in v bistvu to je omogočilo seveda bistveno večjo gostoto prebivalcev in tako naprej. To se pravi, enih 7000 let smo bili poljedelci. Potem, pred enimi, rečemo 150 leti, se je razvila industrija. To so ti Fordi v Detroitu, kako so jih sestavljali avtomobile. In skratka, poglejte, to, ki se nam zdi pradavnina, recimo ta industrijska doba poznega 19. stoletja in tako naprej, to je 7 generacij. Recimo 1-2 generaciji smo pa v tako zvani digitalni dobi, imamo pač ekrane, računalnike, internet in tako naprej, samo 2 generaciji. In zdaj v tem času, kar je zanimivo, seveda potreba po gibanju se je zmanjševala. V bistvu gibanje postaja luksus, postaja rekreacija, postaja privilegij višjih slojev, če tako rečem. Recimo tisti, ki morajo delati po 3 prekarne službe, zato da se za silo preživijo za rekreacijo, po domač povedano, nimajo časa. In ponavadi še pol kakšno nezdravo hrano uživajo in to seveda ni glih idealno za zdravje. No, zdaj to sem omenil, to se pravi južnoameriški indijanci, nekaj jih je še, ki živijo v plemenski skupnosti. Zdaj, ko so jih študirali, so ugotovili, da prehodijo na dan enih 8 do 16 kilometrov in porabijo v bistvu enih 600 do 1700 kalorij na dan za telesno dejavnost. Uživajo pretežno rastlinsko hrano, tole, kar je tukaj na slikci, da so eno žival ujeli pa razkosali, to je za njih praznik. Daleč od tega, da bi bilo to vsak dan. In njihov LDL holesterol, to se pravi tisti škodljivi holesterol, ki je pravzaprav odpadni produkt presnove VLDL lipoproteinov, tistih, ki dajejo iz jeter gorivo celicam, maščobne kisline in tako naprej. Skratka, ta njihov škodljivi LDL holesterol znaša približno 1,5 milimola na liter. Če pogledamo nas v povprečju, prehodimo 2,4 kilometra na dan in porabimo 200 do 300 kalorij za telesno dejavnost. In tisto, kar je še dodatno, pravzaprav na nek način tak mešani blagoslov sodobne civilizacije je kalorično gosta hrana. To se pravi veliko maščob, veliko sladkorjev zapakiranih v to, kar zaužijemo.
in posledično škodljivi LDL holesterol v povprečju je 3,5 milimole na liter. Ni pa to vse, seveda, kakšen je holesterol v krvi. No, zdaj jasno, kaj v bistvu iz tega, kar sem povedal, sledi. V preteklosti, pa niti ne tako strašen dolgo nazaj, še tam nekje rečemo do leta 1900, so ljudje umirali zaradi okužb in zaradi poškodb. Ne vem, če se zelo dobro zavedamo, dan današnji, recimo ošpice, oslovski kašelj in take stvari, to so zahtevale škrlatinka, to so zahtevale življenja, ogromno enih otrok je umrlo. In recimo to, da je recimo od 10 otrok v družini 5 preživelo, ni bilo nobena redkost. Recimo, če bi se danes to zgodilo, da bi 5 otrok v družini umrlo, bi bilo to seveda nacionalna katastrofa. Poškodbe predvsem pri delu so bile neskončno bolj pogoste, kot so danes. Danes, če se nekdo na delu poškoduje, je tako inšpekcija in skratka, kaj vse je treba popraviti in tako naprej. Včasih so ljudje na delu umirali, pa se niso kaj dosti nihče vznemirjal in skratka, tega je bilo ogromno. No, zdaj jasno, tisto, zaradi česar umiramo danes, so srčno-žilne bolezni, srce, možgani, tudi druge arterije, ki vitalne organe prehranjujejo, rakave bolezni, tole dvoje skupaj je 80% smrtnosti, tudi v obdobju covida. Še vedno to velja, čeprav imamo zdaj tako zmešnjavo s tem nesrečnim covidom. In pa seveda 2 dodatni nadlogi, ki tudi poslabšujeta kakovost in kvantiteto življenja, to sta pa depresija pa demenca. Zelo pomembni stvari. Skratka, tole je nacionalna patologija dan današnji. Zdaj pa, kaj v bistvu lahko proti temu naredimo? A je gibanje zdravilo? Zdaj, na to temo bom še majčkeno elaboriral. Zdaj, dejstvo je, da ne moremo zanikati tega, kar v bistvu je evolucija z nami naredila. Smo neka biološka bitja, ki imamo za sabo svojo dolgo evolucijo. Lahko si še tako predstavljamo, da smo taki ali pa drugačni, imamo neke fiziološke omejitve. In seveda tudi misliti, da bomo v neki zelo bližnji prihodnosti se digitalizirali, v bistvu si dali vsadke in preko njih komunicirali z računalniki neomejeno in tako naprej, to je majčkeno še vedno nevarna fantazija. Tako da v bistvu tole, kar tukaj piše, je zelo res. Človek je v bistvu ena taka bolj šibka opica, kar se tiče fizičnih sposobnosti, niti ni strašen močan, niti ni strašen hiter, ima pa seveda neko veliko prednost pred ostalimi opicami in to je to, da lahko predvidi prihodnost in v bistvu reagira na nek način smiselno. Tako da to je tisto, kar v bistvu je dalo človeku evolucijsko prednost. Jasno pa je, da nismo niti maratonci po osnovni konstrukciji, niti šprinterji, niti dvigovalci uteži, ampak en tak, kot bi rekel, mnogobojec z omejenimi sposobnostmi. Nič hudega, to ni čisto nič hudega. V bistvu, skratka, eno tako gibanje v naravi, ki vključuje različne elemente, v bistvu vztrajnosti, spretnosti, tudi, če hočete, nekih elementov treninga anaerobnih sposobnosti s kakšnimi kratkimi vložki hitre hoje navkreber ali pa teka hitrejšega. To je tisto, kar pravzaprav nam koristi. Izogibati se je treba temu, da se prekurimo, o tem mogoče še kakšna beseda kasneje, ampak skratka, eno tako gibanje, ki povzroča veselje, je pa strašno koristno. Bomo potem povedali, kaj na fiziološki ravni to naredi. Zdaj,
Še eno stvar, bom omenil, tudi se bom na koncu še za hipec na njo vrnil. Gibanje v naravi je psihološko nepopisno bolj prijazno kot gibanje v zaprtih prostorih. Čeprav gre za enako porabo energije, zelo podobne vrste obremenitev, ampak recimo to, da imaš možnost spremljati neko naravno okolje, biti na svetlobi, tudi če je oblačen dan, je seveda svetloba zunaj mnogo močnejša kot pa v zaprtih prostorih, to deluje blagodejno. Tako da, kakorkoli, tisti, ki se ukvarjamo z rekreacijo, lahko potrdimo, da recimo, če ne moramo iti ven, pa smo prisiljeni iti na neko mašino, sobno kolo ali pa steper ali pa kaj takega, ko mi čakaš, da bo konc tistega tvojega zadanega vadbenega intervala. Če si pa odzunaj, ti je pa ponavadi žal, da je že konc, pa da se moraš vrniti domov. Okej. Gremo naprej. No, saj v tem, tale graf v bistvu poznate verjetno enako dobro ali pa boljše od mene, a ne? To je v bistvu, kaj se zgodi z ljudmi srednjih let, če jih daš na obremenitveno testiranje, tam nekje recimo med 50 ali pa 50 in 60 letom, tisti, ki zmorejo več kot 10 met fizične zmogljivosti, to pomeni, da lahko povečajo svojo porabo kisika za več kot 10-krat v primerjavi z mirovanjem, bodo imeli bistveno večjo možnost, da bodo po 20 letih še vedno živi in zdravi, kot pa tisti, ki imajo sposobnost pod 5 met. Zdaj, kaj pomeni 10 met? 10 met pomeni, da si sposoben enega počasnega teka, recimo 10 km na uro, a ne, to ni prav hiter tek, recimo ene 10 minut teč 10 km na uro, to je 10 met. Kaj pomeni 5 met? 5 met pa pomeni recimo počas iti v drugo nadstropje po stopnicah. Počas. Če greš hiter, je to seveda takoj veliko več. No, ampak skratka, nekdo, ki tega ne zmore, ima seveda bistveno slabšo šanso, da bo 20 let kasneje še živ, če je bil ob testiranju star recimo 55 let. To so podatki, ki so jih ponovili še in še krat. Skratka, to drži. Zato telesna zmogljivost je v kateremkoli starostnem obdobju zelo dober kazalnik tega, koliko v bistvu imaš še pred seboj življenja. No, zdaj, to je pa v bistvu na drug način isto povedano, a ne, kdor je zelo telesno dejaven, v bistvu to so to je tale siva črtkana krivulja, gosto črtkana, a ne, kdor je močno telesno dejaven, ima seveda prednost pri preživetju v primerjavi z tistimi, ki niso, a ne, to se pravi, če je tukaj na ordinati umrljivost, pa tukaj starost, a ne, seveda tam nekje pri 100 letih se to približa 100%, bomo vsi mrtvi, ampak recimo tam med 80 in 90 letom je pa strašanska razlika za tiste, ki so aktivni napram tistim, ki niso. To vse vemo. Zdaj, jasno je, da ni vse seveda kvantiteta, gre tudi za kvaliteto, a ne, telesna aktivnost prinaša tudi bistveno boljšo kakovost življenja. Zdaj pa mogoče dajmo malo elemente tega, o čemer smo govorili, poskušati razdelati, a ne. Zdaj, definitivno je ena tesna povezava že v otroštvu med motoričnim in kognitivnim razvojem. A ne, otroci raziskujejo svojo okolico, pri tem izboljšujejo svoje motorične sposobnosti in seveda tudi kognitivne sposobnosti. Tako da zdaj tukaj ni velika filozofija, a ne, to se pravi telesna dejavnost v bistvu na nek način facilitira kortikalno diferenciacijo in zdaj seveda hote ali nehote, bolj nehote kot hote, a ne, pri gibanju in v bistvu življenju v enem takem pestrem okolju procesiramo čuda enih informacij. To je seveda, to, kar je na tele spodnji tabeli, je približek. To je povzeto iz v bistvu Enciklopedije Britannice. Če greste na zelo detaljno fiziološko raven, v bistvu se o tem, koliko se kje procesira oziroma koliko informacij gre skozi,
krešejo mnenja, ampak za grobo oceno rečemo, da to drži. To se pravi, v bistvu oči procesirajo 10 milijonov bitov na sekundo. Koža, vključno s propriocepcijo, to se pravi sklepi pa tisto, kar se dotikamo, milijon bitov na sekundo. Sluh približno 100 000, voh 100 000, okus približno 1000 v povprečju, v odvisnosti od tega, kaj imaš v ustih. In zdaj, no, kakorkoli, zdaj tisto, kar je mogoče treba povedati, od tega seveda samo en majčken drobec pride do zavesti, no, ampak o tem mogoče še majčken kasneje. To se pravi, če pogledamo te mejnike, to se pravi, obstajajo neki mejniki značilni za starost 2, 3, 4, 5 let, ki so telesna sposobnost, socialna interakcija, jezik, kognicija. In ne bom šel zdaj skozi to tabelo, to si lahko seveda mirno kadarkoli pogledate, lahko v kakšnem učbeniku pediatrije ali pa tako naprej, ampak skratka, tisto, kar je poanta, je to, da je velika korelacija med fizičnim razvojem, fizičnimi sposobnostmi in kognitivnimi sposobnostmi. Nekdo, ki ima recimo avtistično motnjo, bo v veliki meri zaostajal ne samo kognitivno, socialno, ampak tudi fizično. Tako da pa ne gre samo za avtizem, tudi za druge motnje v bistvu razvoja, ponavadi gre to eno z drugim. Tako da sodobna v bistvu otroška terapija, bodisi logopedična, to se pravi terapija jezika, terapija intersocialnih relacij in kognitivna terapija vključuje nujno in vedno tudi telesne vaje oziroma neko, bi rekel, raziskovanje okolja, plazenje, plezanje, igranje, sestavljanje, razstavljanje, skratka motorične spretnosti. Tako da to je tisto, kar je pravzaprav nerazdružljivo. Ne moramo v bistvu računati, da se bomo naučili se orientirati v našem tridimenzionalnem svetu na ta način, da bomo gledali samo dvodimenzionalne simulacije. Video igrice lahko igra nekdo, ki ima pravzaprav že neko izkušnjo iz ta pravega tridimenzionalnega sveta in je potem sposoben prenesti 3D v 2D ali pa v simulacijo 3D. Ne moreš pa otroka spustiti samo v neko virtualno resničnost, pa misliti, da se bo primerno razvil. Nemogoče. Vsaj za enkrat. Tako da v bistvu nič drugega ne gre kot to, da v bistvu otrokom pustimo, da svojo okolico raziskujejo, da se plazijo, tudi da kaj padejo, da kaj razbijajo in tako naprej. Brez tega ne gre. Tako da to imam občutek, da dan današnji kdo ima tendenco pozabiti, pa ni najboljše. Okej. Zdaj še enkrat, to se pravi, to je zdaj ta ogromna količina informacij, ki se skozi čutila prevaja. Zdaj, kaj pa pride do zavesti? Od teh 11 milijonov bitov jih pride 50. To se pravi, to je manj kot 10 ali pa rečemo 20 milijoninki prideta do zavesti. Zdaj, a to pomeni, da smo toliko butasti ali v bistvu pomeni kaj drugega? V bistvu, če smo kolikor toliko natančni, to pomeni, da pravzaprav možgani predelajo neko ogromno količino informacij, ne da bi ta prišla do te povratne zanke. Zavest v bistvu je neke vrste povratna zanka, ki nas umešča v prostor. To je v bistvu, kako bi rekel, zavest ti pove nekaj, kje si ti v tvoji okolici, kaj je tvoj lastni jaz v razmejitvi od vsega ostalega. Dogaja se pa v naših možganih, spet se opravičujem, da sploh pripovedujem, ker to veste mnogo boljše od mene, ogromno stvari, ki pravzaprav do zavesti ne pridejo, so pa ravno tako pomembne. Zdaj, tole, nekateri od nas se bomo spomnili,
to je bilo leta 1997, je bil v bistvu ta prvič, da je tale računalnik, ki danes izgleda hudo zastarelo, pa tale televizijski ekran, računalniški pravzaprav, na katerem v bistvu so lahko šahovski sodniki in nasprotnik človek gledali poteze, ki jih je ta računalnik vlekel. Skratka, leta 1997 je ta računalnik Deep Blue premagal svetovnega šahovskega prvaka Garija Kasparova, ki je bil za ljudi nepremagljiv in ki je tudi 2 leti prej dobil dvoboj z enim malce slabšim računalnikom. To, da ga je pa ta Deep Blue premagal, je bil pa strašen udarec. Kasparov se je pol pravzaprav umaknil iz aktivnega šaha in postal politik, Putinov nasprotnik za nekaj časa, dokler ga niso utišali. Na srečo ne glih z novičokom, kakorkoli. Tako da to je bil prvi mejnik, ki je pravzaprav pokazal, da umetna inteligenca ni kar tako. Ampak še vedno, a je inteligenca samo tisto, kar pride do zavesti, tisti majčken delček? Po mojem ne. Poglejte, recimo hoja, pa se nam zdi, da je to najbolj butasta aktivnost, ki jo vsak bebec zmore. Hoja po neravnem terenu je še vedno nerešljiv problem za robote. Roboti, če hočejo hoditi po neravnem terenu, morajo imeti 6 nog, zato da se obdržijo. Z 2 nogama padejo na prvih ovirah. Pa to v bistvu boste rekli trivialna fizika. Ampak zato, da v bistvu sprocesiraš vizualno, proprioceptivno informacijo in se ustrezno odzoveš, kar delamo mi popolnoma refleksno, je to za računalnik še vedno velika težava. Bo prišlo, sem prepričan, da bo prišlo, ampak trenutno pa še ni. Tudi to, kar je bilo z velikim pompom napovedovano, pa še vedno, jaz mislim, da bo prišlo, absolutno bo prišlo, to, da ne bomo več rabili šoferjev, da bodo avtomobili samovozeči. Sigurno bo prišlo, ampak ni pa še. Dogajajo se najbolj butaste možne nesreče. Tole je ena samovozeča Tesla, ki se je iz ljubega miru zabila v parkiran policijski avto. Skratka, to, kako se v bistvu umetna inteligenca odloča glede na okolico, je včasih misterij, ki preseneti same programerje. Je pa še vedno daleč od perfekcije. Seveda gre pa to z velikimi koraki naprej. Jasno, da se bo to razvilo, sem prepričan, da bomo večina od nas, ki smo tukaj, da bo dočakala zelo solidne avtomobile, ki bodo avtonomno vozili. Ni pa še čisto tako blizu, kot se je zdelo recimo leto, 2 nazaj. Okej. Dobro, zdaj tole je jasno, to se pravi, to sem že rekel, ne bom pretirano ponavljal, to se pravi, gre za pozitivno korelacijo oziroma povezavo kognitivnih in motoričnih sposobnosti. Sami veste, sami komentirate te članke, da fizična aktivnost je koristna za otroke, za ljudi v srednjih letih, za starostnike. V bistvu na to temo se literatura množi. Zdaj pa to, kar sem uvodoma rekel, bom pa poskušal v naslednjih par slajdih povedati. To se pravi, mišica ni samo motor. Mišica ima tudi poleg kontraktilnih elementov, poleg kontraktilnih celic ima tudi tako zvane satelitske celice, ki imajo funkcijo, da obnavljajo skeletno mišico in hkrati so nek signalni aparat, ki izloča peptide, ki komunicirajo z ostalimi tkivi. In zdaj ne bom šel v neke hude detajle, pa vas moril z tem, to je zelo dinamično področje, v miokinih se še vedno veliko novega odkriva, njihov crosstalk je zanimiv, ampak par osnovnih idej je pa že zelo jasnih in te bom pa poskušal na kratko povedati. To se pravi, zdaj malo drugače, če delamo vaje v bistvu za moč, to se pravi rezistenčni trening ali pa če delamo vaje za vzdržljivost. Ampak bottom line je pa precej podoben. To se pravi, miokini, ki se sproščajo, koristijo po eni strani presnovi, po drugi strani pa imunskemu sistemu.
In zdaj v bistvu tisto, kar je mogoče najbolj pomembno vedeti, je to, da pravzaprav ob telesni vadbi dobiva tako zvano belo maščevje, ki ima nalogo skladiščiti odvečno energijo v obliki maščob, dobiva lastnosti rjavega maščevja, ki pravzaprav na nek način koristi termogenezi. Predvsem je pa pomembno to, da za razliko od belega maščevja se ne izločajo več vnetni mediatorji, ampak v bistvu se vnetni mediatorji zmanjšajo, protivnetni mediatorji se povečajo, povečajo se nekateri mediatorji, ki spodbujajo naravno imunost, recimo zlasti naravne celice ubijalke, ki so zelo pomembne za to, da virusne celice popucajo, in pa seveda izboljša se občutljivost na inzulin, izboljša se lipidni profil in tako naprej. Zdaj, to je tako, kot sem rekel, teh miokinov je nebroj. Zdaj, mogoče samo par jih vendarle omenim na kratko. Miostatin je nek peptid, ki pravzaprav aktivira neko signalno pot, ki mišice spravi v apoptozo. Pri boleznih je miostatin povečan in v bistvu rakavih boleznih, srčno-žilnih boleznih in tako naprej in skratka vodi v sarkopenijo, v pomanjkanje mišic. Obstajajo pa tudi živali, neko posebno govedo, pa tudi neki psi z mutacijami miostatina, ki ga pravzaprav ga nimajo in potem imajo tako hipertrofirano mišičje, neko belgijsko govedo, ki izgleda tako kot bodybuilderji med govedom z nekimi ogromnimi musklimi in tako naprej, seveda v živinoreji strašno cenjeno. No, interleukin 15 je nek protivnetni interleukin, ta je tisti, ki spodbuja naravne celice ubijalke. To je današnji strašno pomembno, ker v bistvu, če imaš dosti interleukina 15, pa če imaš dober imunski sistem, potem bodo naravne celice ubijalke hitro pobile tiste celice, ki se s kakšnimi koli virusi inficirajo. Irisin je tudi en peptid, ki je posebej pomemben za to, da pravzaprav na nek način lastnosti belega maščevja napravi podobne lastnosti rjavega maščevja. Tudi za presnovo je pomemben. No, skratka, v bistvu to je tisti peptid, ki omogoča nekaj, kar so včasih imenovali v literaturi fat and fit. Kdor je debel, pa če je telesno aktiven, je lahko zelo fit pa zdrav. Tudi če ima malo odvečnega maščevja. Skratka, treba se je gibati, ne. In v bistvu maščevje narediti tako, da ni provnetno. Fibroblastni rastni faktor 21 v bistvu povečuje občutljivost na inzulin in ima ugodne presnovne učinke. Dobro, pa seveda cela kupica drugih, ki med sabo interagirajo in tako naprej, ampak mislim, da bistvo smo povedali. Okej. No, tole je pa poanta, to se pravi, zdaj, ker je teh miokinov toliko veliko in med njimi so najrazličnejše interakcije, je misliti, da bomo eno tabletko dobili z neko učinkovino, pa jo bomo pojedli, pa nam ne bo treba se več gibati, precejšnja utopija, to je precej naivna zamisel. Skratka, tega ne znamo, pa pravzaprav tisti, ki se radi z rekreacijo ukvarjamo, si tega tudi ne želimo. No, jasno, zdaj po eni strani gibanje ima koristne učinke na miokine, bolezni imajo pa škodljive učinke. Ponavadi pri boleznih se težko gibljemo, smo na nek način brez energije in seveda tudi sama bolezen v bistvu ima določene čudne učinke. To se pravi, splošen učinek je to, da recimo miostatin se pri najrazličnejših boleznih poveča, njegova ekspresija, mišice propadajo, bolezni vodijo v sarkopenijo in to je nek začaran krog, ki potem seveda vodi v čedalje manj gibanja, čedalje manj koristnih metabolnih učinkov preko mišic in začaran krog. No, ravno zato današnji pri srčnih bolnikih, pri onkoloških bolnikih zelo spodbujamo gibanje v okviru možnosti.
Gibanje je definitivno zdravilo, tudi za bolnike s hudimi boleznimi, seveda pa mora biti prilagojeno njihovim sposobnostim. Ok, dobro. No, zdaj, to se pravi, zdaj tole je pa neka taka v bistvu risbica, ki kaže, kaj so v bistvu tako zvani dejavniki tveganja za nenalezljive kronične bolezni. O kajenju ne bi izgubljali besed, to je v bistvu jasno neko kronično zastrupljanje, nezdrava hrana, poznate, alkohol ni treba posebej komentirati, telesna neaktivnost, pa kar nekaj k temu pripomore, in v bistvu telesna neaktivnost, zdaj včasih so enačili s sedenjem, pa nisi meni krivo, če se ti gibljaš, pa vmes vstajaš, pa hodiš, je stokrat boljš, da v bistvu vmes sediš, kot pa da vmes stojiš, To so bili neki taki ekstremisti. Vem, da je nek novinar poskušal par let nazaj, je rekel, zdaj bom pa nekaj za svoje zdravje naredil, pa ne bom sedel. Pa je imel mizo stoječo, pa ne vem, poskušal je potrebo opravljati stoje, pa skratka, v nek čuden ekstremizem je šel. Na koncu je ugotovil, da ga vse boli, da mu noge utekajo, pa čisto nič bolj zdrav ni bil. To se pravi, ni treba v bistvu se odreči sedenju, ampak je treba sedenje zmešati z zadostno dozo razgibavanja, kar ti zdrava pamet pove. Tako da, ok. Dobro. No, saj to je self-evident, premalo vadbe pomeni premalo miokinov. Zdaj pa tako, to se pravi, v bistvu, če povežemo, skratka, telesna dejavnost v bistvu je koristna za naše možgane, zaradi tega, ker neposredno pomaga k utrjevanju nevronskih povezav, ker znižuje vnetje in ker povečuje naravno imunost. Tako da, ok, zdaj seveda, to smo rekli, otroci, ljudje srednjih let in starostniki, vsi profitirajo, vsak na svoj način. Po drugi strani, če boste rekli, to so vedeli jasno že stari Grki, nič novega ni se pod soncem v teh 2000 letih pravzaprav spremenili, pojavili, samo naše metode so malo drugačne, kot so bile njihove, ampak še vedno prideš na to, da je pač zdrav duh vezan tudi na nek način na zdravo telo. Tole je mogoče en članek, ki bi ga omenil, ker je zelo zanimiv. Maja Pohar-Perme, predstojnica Inštituta za biomedicinsko informatiko, ki razvija metode za primerjavo preživetja specialnih skupin v primerjavi z splošno populacijo in na tem področju je ena od največjih svetovnih avtoritet, je v bistvu pomagala analizirati podatke o ameriških olimpicih. In sicer vseh ameriških olimpicih, katerih podatki so bili dosegljivi med letoma 1900 in 2000, kako so preživeli. In skratka, kaj se je pokazalo? Pokazalo se je to, da so tisti, ki so nastopali na olimpijskih igrah, v povprečju preživeli 5 let več od splošne populacije. In od tega približno 2 leti so profitirali na račun srčno-žilnih bolezni, 1,5 leta na račun rakavih bolezni, ostalo pa nekaj manj. In mogoče tudi to, kar je sicer splošno znano, v bistvu ženske olimpijke so seveda preživele bistveno boljš kot moški olimpijci, pa to velja tudi za neolimpijce. Tako da, če si pogledate tole, tele črtkane črte, to je verjetnost preživetja za splošno populacijo moških, tole je verjetnost preživetja za splošno populacijo žensk, tole so pa olimpijke, tole so pa olimpijci. To se pravi, tudi če si ameriški olimpijc, si še vedno, kar se tiče preživetja, na slabšem, kot če si čisto običajna ženska v Ameriki. Toliko glede privilegiranosti ali deprivilegiranosti spolov. No, to je tisto, kar sem že prej omenil, to se pravi, največji prihranek je bil na področju srčno-žilnih bolezni.
velik prihranek na področju raka, bolezni dihalnika in malega. Tole je zanimivo, ti zunanji vzroki, ne vem, a so olimpijci mogoče malo bolj spretni, pa se manj zaletavajo z avti ali kaj takega, endokrine bolezni, verjetno diabetes. Tukaj smo pa že v bistvu približno v tem ex-aequo področju prebavila duševno zdravje, živčne bolezni in ostali vzroki smrti. Če dovolite, to je meni, ta članek je bil meni všeč, je sicer že 10 let star, ampak to v bistvu neka načela vadbe za to, kako narediš v bistvu vadbo prijetno, so tam napisali, pa če ne drugega je zabavno. To se pravi, oni priporočajo veliko zmerne dejavnosti, živahne hoje, lahnega teka, sem pa tja se malo potruditi, iti, kot se reče, full gas na okreber ali pa majčkeno hitreje poteči po ravnem. Jasno, ne delati 2 težkih dnevov zapored, regenerirati je treba, zlasti tisti, ki smo starejši, to seveda zelo dobro vemo, da si moramo privoščiti zadosti za regeneracijo, drugače ni nič. Seveda treba je vklopiti, zlasti ko si enkrat malo starejši, tudi vaje za moč, brez tega ni nič, ne obvladaš več telesa, tako da definitivno je treba delati skratka nekaj, kar sploh ni težko, kakšne sklece, lahko za ženske tudi sklece na kolenih, visenje na rokah, dviganje in tako naprej, premagovanje lastne teže. Ne rabiš kakšnega hudega fitnesa za to, da skrbiš tudi za moč. O tem sem že malo govoril, to se pravi, če delaš vadbo na prostem, ima blazno blagodejen učinek na razpoloženje, če si zaprt v notranji prostor, ti je pa ponavadi vadba muka. Vsaj moja izkušnja je taka. Tako da iz lastne izkušnje lahko res zelo toplo priporočam čim več vadbe na prostem. No, pa so pa še ena taka zabavna priporočila, o tem seveda ni treba izgubljati besed, zdrava telesna teža. Fajn je, če imaš koga zraven, ljudje smo socialna bitja, zdaj, ko je ta nesrečna korona, pa izolacija, pa se ne smemo družiti, trpimo, skratka trpimo. Vsi, bolj ali manj, tako da to ni enostavno in seveda motivacija za to, da v bistvu treniraš z nekom, s katerim se dobro zastopaš, pa imaš podobno fizično zmogljivost, je seveda super stvar. No, o tem se da diskutirati, pa ste seveda prisili, da redno hodiš ven, in da si telesno aktiven, pa ponavadi so fejst družabniki. Ples, o tem lahko Maja več pove, v bistvu fantastična aktivnost za zmanjševanje stresa, treniranje kognitivnih sposobnosti. To je pa spet za se malo nasmejati, spolnost enkrat tedensko, mlajši bodo rekli, pa saj to je popolna seksualna vzdržnost. Starejši bodo rekli, Madonna, to je pa res treba vsak teden. Dobro, na koncu seveda ne smemo pozabiti na spanje, regeneracija, za ustrezno regeneracijo je treba se tudi dobro naspati. To mogoče nam bo zdaj malo lažje, kaj ta nesrečna policijska ura movil. No, tole sem hotel še omeniti, zdaj pretiravanje nikoli ni dobro. V bistvu maratonci srednjih let, to se pravi tam nekje 50 do 60 let, če gledaš njihove koronarke, so katastrofa. V bistvu kalcinirane mnogo bolj kot od njihovih neaktivnih vrstnikov. Ni čisto jasno, zakaj. Več je hipotez, ampak v bistvu ena je to, da v bistvu gre za ljudi, ki so prešli iz nezdravega v pretirano zdrav življenjski slog. Drugo je to, da v bistvu pretirana telesna vadba nima več blagodejnih učinkov na vnetje in imunost, ampak v bistvu telo zacikla v nek začaran krog provnetnega stanja, to je v bistvu pretreniranost, kjer v bistvu ne greš več v tisti kontraučinek, ampak v bistvu te vnetni mediatorji, ki se med akutno vadbo sproščajo, v bistvu prevladujejo. Pa lahko so še neki drugi učinki, ampak kakorkoli, skratka, pretiravati prosim ne.
To je čisto jasno, a ne, če vas nekdo vpraša, kjer avto boste kupili, enega, ki stoji v garaži, ali pa enega, ki je v enem letu prevozil 250.000 kilometrov, raj boste kupili enega, ki ima neko zmerno količino prevoženo, pa je dobro vzdrževana, ne. Ok, dobro, jaz sem prišel praktično do konca. Zdaj tole je samo razmislek, a ne, psi živijo v povprečju 14 let, kadilci 70 let. Kaj se zgodi, če psi začnejo kaditi, to je od tega kužata interpretacija, če drži, ne vem. In v bistvu tole me je Lana prosila, da na koncu seveda še pokažemo, saj to mislim, da vi vsi veste v posnetku, pa je prav, da je to tudi objavljeno. Torej, jaz se vam najlepše zahvalim za vašo pozornost. Če mora biti kakšno vprašanje, sem pa seveda z veseljem na razpolago. Aleš, najlepša hvala za tvojo predstavitev, ki je po moje zares približala nekatere koncepte. Na trenutke sem se morala tudi na glas krohotati, tako da sem bila vesela, da imam ugasnjen zvok, da ni motil dogajanja. Jaz resnično odpiram zdaj možnost vsem ostalim, da se odmutajo in da postavijo kakšna vprašanja, ker zagotovo si ponudil veliko iztočnic, ni pa nobena peljala do nekih čisto dokončnih odgovorov, tako da lahko, da pač bo koga še kaj več zanimalo. Ok, vedno je treba prebiti gled. A te smem jaz mogoče eno zadevo? V tem članku, ki ga je kot soavtorica podpisala tudi Maja Pohar Perme, ki je, lahko rečem s ponosom, tudi ena izmed naših svetovalk v projektu, je pravzaprav zanimiva ugotovitev, da ta zmanjšana mortaliteta in obolevnost v bistvu ni šla na račun boljšega mentalnega zdravja ali pa boljšega zdravja osrednjega živčevja. In zame je bilo to tako, da sem kar zatresla z glavo in potem šla iskat originalni vir, ki ga prej pravzaprav nisem poznala. Tako da mi je bilo zanimivo in je konec koncev nekaj, kar je centralna tema tudi tega, o čemer smo se danes želeli pogovarjati. Imaš kakšno razlago, nam lahko malenkost pomagaš razumeti, čemu to pripisati? Ok, jaz mislim, da je tukaj najbrž tudi vklopljen nek metodološki problem. Namreč veliko lažje je kot vzrok smrti opredeliti srčno-žilne bolezni ali pa rakave bolezni, kot pa bolezni živčevja. Zdaj, jaz mislim, da iz te raziskave niso mogli čisto nič reči o tem, kolikšna je bila incidenca demence. Bojim se, da to, oni so zajeli podatke za ljudi od leta 1900 do 2000. Sem prepričan, da zlasti za prvo polovico 20. stoletja nihče sploh o demenci ni razmišljal in jo poročal in skratka, teh podatkov po mojem enostavno niso mogli zajeti. Tako da to je treba malo z rezervo imeti. Jaz mislim, da če bi imeli neko metodologijo na razpolago, da bi gledali neke kognitivne teste, bi najbrž dobili drugačen rezultat. To je moj občutek, seveda je pa to samo moje mnenje. Ja, namreč zelo pomembno je, ne, se ustaviti pa premisliti natanko o tem, kaj metodološki pristopi znotraj posameznih raziskav v resnici omogočajo potegniti kot zaključke iz nekih podatkov, ki jih imaš na razpolago za analizo. In se mi zdi, da je potencialno lahko problem, recimo z pogledom na en tak diapozitiv, ki prikazuje graf, kjer se ne vidijo recimo blagodejni učinki treninga, kakršnega imajo pač olimpijci na dolgi rok, ne, v nekem izboljšanem zdravju možganov in boljšem tudi mentalnem zdravju. Tle je vredno pravzaprav dobiti morda tudi majhen komentar in zdaj, ko sem videla ta članek,
jo bom pravzaprav prosila, da nam pomaga komentirati ta članek ravno zornega kota zdrave glave za naše spletišče. Ja. No, to bo zanimivo, to bom prosil, če mi boste kaj povedali na to temo. Zdaj, jaz bi morda samo še tako en tak mini utrinek, ko sem te poslušal, se mi je utrnil, da pravzaprav, zdaj imaš določene športe, ki so definitivno škodljivi za možgane, to se pravi boks, borilni športi nasploh, tudi nogomet. Pri nogometu je v bistvu streljanje glavc, skratka del treninga nogometašev in to je absolutno škodljivo. Skratka, streljati batine z glavo v gol s hitrostjo 80 na uro, to za možgane ni najboljše. Ampak, a veste, nogomet pravzaprav pa borilni športi so majčken del teh v bistvu olimpijskih disciplin. Tako da ne verjamem, da bo to ta glavni učinek, ki bi lahko recimo tehtnico prevesil v drugo smer, ne verjamem. Mislim, da je bolj tisto, kar je Maja prejle povedala, da enostavno metodologija ni omogočala, da bi dobro zajeli demenco pa te današnje aktualne nevrodegenerativne spremembe. No, ampak tisto, kar sem hotel pa še v bistvu dodatno omeniti, pa tudi sami avtorji v svoji diskusiji povejo, je pa to, da v bistvu to, da si bil nekoč olimpijec, kaj to pomeni? To ne pomeni, da si celo življenje zdravo živel, to avtomatično ne pomeni. Imaš ljudi, ki v bistvu zdrav življenjski slog gojijo tudi potem, ko niso več aktivni tekmovalci, pa seveda imaš ljudi, ki postanejo katastrofa, potem, ko enkrat ne tekmujejo več. Gotovo imajo pa vsi olimpijci neko prednost v genetiki. To pa recimo sem skoraj prepričan, da pravzaprav, če si a priori nekaj hendikepiran, pa skratka, potem zelo verjetno ne boš v olimpijski reprezentanci. Jaz imam vtis, da je bilo prej skoraj že eno vprašanje. Prosim, seveda. Ja, jaz bi imela eno vprašanje, najprej hvala za predavanje. In sicer vprašanje pa je, velikokrat se govori o premalo gibanja, mene pa zanima, kako se pride, ali pri recimo vrhunskih športnikih, če lahko pride do preveč gibanja in kakšne so posledice in za normalnega človeka, oziroma kdaj je preveč. Ok, hvala, odlično vprašanje. Glejte, pretreniranost je v fiziologiji zelo znan pojav. Vsakega športnika lahko pretreniraš, recimo pri nekom, ki gre iz neaktivnega življenjskega sloga v aktiven življenjski slog, lahko zelo hitro pretreniraš. Tako da, če si neaktiven, moraš začeti blazno počasi, drugače imaš muskel fiber in se ti vse skupaj zagnusi. Zdaj, kaj pa v bistvu, kako pa izgledajo učinki pretirane telesne vadbe? Pretirana telesna vadba v bistvu te spravi v neko vnetno stanje. Ni več tega, da bi zaradi te stimulacije vnetnega odziva šel v kontraefekt, ki ti bo vnetje na dolgo roko zmanjšal. Tudi ni več tega, da bi se ti recimo puls kronično znižal. Pretreniran športnik ga lahko spoznaš potem, da ima abnormalno povišen srčni utrip. Normalno vsak zase ve, koliko ima recimo jutranji srčni utrip, to je neko tako umirjeno stanje, športniki imajo pod 50 utripov na minuto zjutraj in tako naprej. Recimo, če se ti jutranji utrip dvigne, v povezavi, to je lahko v povezavi z neko boleznijo, ali pa s pretreniranostjo, pa to, da skratka imaš nek muskel fiber, ki ne gre stran, to je pretreniranost, to vsi trenerji dobro poznajo, rekreativci pa tudi. Rekreativec, ki poskuša na hitro povečati količino gibanja, bo šel v to. Tako da absolutno je treba biti previden, pa nikakor si gibanja zagnusiti s tem, da si preveč naenkrat naložite. Zdaj, poleg tega mišičnega učinka, provnetnega, gre pretreniranost pri ženskah, zlasti pri ženskah, tudi v smer amenoreje.
skratka, športnice pretrenirane zgubijo menstruacijo in pa dobijo v bistvu lahko prezgodnjo osteoporozo. Tako da tukaj je treba paziti, skratka, jasna stvar, mogoče še ena stvar, no, to mogoče ni tako splošno znano. Vsi govorimo, koliko je šport koristen. Ja, seveda, zmeren šport je koristen, pa saj to govorimo že skozi in skozi. Ampak recimo fizično delo, če si ti fizični delavec, pa si prisiljen 8 ur fizično delati, pa so gledali zdravje teh ljudi v primerjavi z recimo, to se pravi blue collars, to se pravi fizični delavci v primerjavi z white collars, uradniki. Kdo je bolj zdrav? Neprimerno bolj zdravi so uradniki od fizičnih delavcev. Zdaj, eno je to, da v bistvu skratka kronične fizične obremenitve, potem je pa seveda tudi, tukaj se takoj vmeša v bistvu učinek socialnega položaja. Čim si ti socialno deprivilegiran, potem je večja verjetnost, da boš kadil, pil pretirano alkohola, se slabše prehranjeval in tako naprej. Skratka, kakorkoli, fizično delo človeka krepa bolj kot krepi. Rekreacija pa obratno. Super, hvala. Morda še kakšno vprašanje? Lahko jaz eno podvprašanje, ker ste omenjali bolečino po rekreaciji muskelfiber, koliko pa je ta, mislim, koliko jo je priporočljivo, ali pa recimo, da je nekdo res vsak dan ga boli, ampak mu je to fajn, pa tako na tak način, kakor da, če pa boli, pomeni, da si dober delal. Koliko je? Ja, glejte, vam bom jaz tako povedal, jaz bolečine ne morem priporočati, jaz sem tudi eden od tistih, ki sem recimo, pa ne muskelfiber, ampak recimo z bolečimi ahilovimi tetivami sem leta in leta tekel, dokler si jih nisem potrgal. Potem sem bil prisiljen vsakič si vzeti 3 mesece za to, da se mi je pocelilo. Potem sem pa počasi vendarle videl, da je treba mešati tek, kolo, plavanje in skratka, v bistvu moraš biti malo prizanesljiv do svojega telesa, če ga hočeš dolgo uporabljati. Bolečina je nek opozorilni znak, ki ga ni fajn ignorirati. Tako da ne priporočam ignorirati bolečine. In tu si pravzaprav že tudi en dodaten potencialen odgovor ponudil, da torej varirati obliko gibanja oziroma te telesne dejavnosti je nekaj, kar zmanjša lahko verjetnost prekomernih obremenitev in poškodb. In to je sicer tvoja osebna zgodba o tem, kako si triatlonec postal, ampak po drugi strani pa za marsikoga drugega to lahko pomeni, da pač lahko dejansko poišče svojo cono udobja glede tega, kako kombinira različne vrste telesne dejavnosti. Da so izzivi ravno pravi in omogočajo nek napredek in vzdrževanje forme in hkrati ne prehudi za to, da bi pač peljali v okvare zaradi prekomerne vadbe. Morda še kakšno, jaz zdaj vem, da take pavšalne trditve ponujam, ampak se nočem delati strokovnjaka, vabim še koga, da morda postavi kakšno vprašanje. Ja, jaz imam pravzaprav eno vprašanje. A si mogoče med tem svojim pregledom literature v pripravi za predavanje našel tudi kakšen podatek o raziskavi, ki bi se ukvarjala s paralimpici, ki imajo mogoče malo drugačno izhodišče, kar se tiče gibalne sposobnosti, za razliko od olimpijcev? Ja, vidiš, nisem, tega ne vem, je pa strašno zanimivo vprašanje. Če boš kaj našla na to temo, se priporočam. Ok, važi.